Ana, naredil sem en kratek povzetek žanra, ampak mislim, da se spodobi, da seveda najprej prosim, da se lepo predstaviš. Za začetek pa mogoče, da nam malo bolj podrobno opišeš, kaj pravzaprav iašikeji so in kako v bistvu jih danes nekako vidimo kot občinstvo. Tako, no, jaz sem Ana, kot že povedal, sem magistrica psihologije. Trenutno sem tudi zadnji letnik doktorskega študija. Wow, nice. Tako da vsak dan nabiram novo znanje. Me pa v prostem času res zanimajo animeji, mange, japonska in to skušam povezati s psihologijo. Lansko leto sem imela na Mofukonu to predstavitev, torej kaj so ti iašike animeji, zakaj so uporabni, zakaj jih je tako zelo veliko v tem času. In ja, to so v bistvu, to je poseben žanr, ki se uporablja nekako, da gledalci dobijo občutek, ali da so ozdravljeni, da jih malo pomirja. Ponavadi imajo tako mirno glasbo, skoraj nič se ne dogaja, nek slice of life je, ne, to se pravi, lahko imamo nekoga, ki kuha, nekoga, ki se uči. In teh animejev je vedno več. Zaradi tega, ker na svetu je tudi vedno več problemov in stalno bežimo v ta fantazijski svet. Zakaj se ti zdi, da so iašikeji danes še posebej v bistvu nekako prednjačijo v primerjavi z preteklostjo? Se ti zdi, da je mogoče ta koronski val nekako vplival tudi v popularizacijo tega žanra? A se ti zdi, da prednjačijo dejansko zdaj, da jih je? Mislim, da so bolj v ospredju, kot so bili mogoče še kakšno desetletje nazaj. Danes dejansko iašike se nekako bolj zavedamo, da obstaja kot ločen žanr, kot smo mogoče še 50 let nazaj. Ja, jaz sploh nisem vedel, kaj je iašike na začetku. Ampak, mislim, vsi smo pa gledali neke take anime, mislim, vsi smo imeli neke animeje, ki so nas pomirjali, ne? Slice of life, tisto res, ko nima glih plota, ampak je zabavno gledati. Res nazaj se daš na kavč, pa se uživaš. Mislim, da neka zavest je že bila. Mislim, da smo jaz sem imel pač vedno tiste top 3, ne, pa to so bili te Ariad Animation, Mushishi pa Natsume Yujincho, ki so vedno prišli potem na spored, ko je bilo kakšno težko izpitno obdobje. Ampak ok, zdaj še. Ravno ti animeji so zdaj iašike, ne, če pač kje brskamo, ali je to, ne vem, Netflix, a kakšna druga stvar, stran piše iašike, oziroma na Netflixu. Tudi recimo, jaz uporabljam eno stran Anime Planet, da sledim animeje gledam in tam je prav kategorija. Iašike in so to eni izmed animejev, ki so v to kategorijo. Mislim, da je prav to, kar je omenila, da ne da nismo konzumirali takega gradiva v preteklosti, kot sem omenil, že v naših srednješolskih časih smo imeli animeje, ki so nas pomirjali, ki niso imeli neke poglobljene zgodbe, ki so držali neko rdečo nit sicer, ampak ta rdeča nit ni imela velikih valov. Zato si rekel na začetku ful lepo, moje je res bil tisto little girls being cute. Exactly. Danes mislim, da je pač razlika samo v tem, da je kategoriziran ta žanr, in nekako lahko rečemo, jaz iščem specifično žanr, ki me recimo pomirja zaradi takih in drugačnih socialnih vplivov ali pa osebnih težav, kakorkoli. Nekaj, kar mi dejansko da pomiritev. Takrat, ko je stres, ravno pred izpitom. Ampak mislim, da ta point, ki si ga naredila na predavanju, ker jaz sem bil na tistem predavanju in res je bilo moje najljubše ne, da sem bil zdaj na vsak, ampak meni je bil tako je bil res un highlight tega Mofukona. Mislim, da si naredila zelo dober point, da so iašikeji lahko precej individualni. Ne, se pravi, za nekoga je lahko potencialno kakšen sort art online ali pa, da bom dal neko tako da bom pač nek tak skrajen primer, da omogoča Berserk. Mislim, se ne vem, komu bi bil, ampak morda ne. Pa zdaj sem morda pomislil, da... Se isekai pa power fantasy, pa to je tisti... Je lahko, ne. Ja, upodobljeno, ko si overpowered, pa nič ne more ustaviti. Pa zdaj sem pomislil, še na to opcijo, da animeje, ki si jih že pogledal,
pa s katerimi si že seznanjen, ne? Ko živiš, znajo biti tako v drugo. Ja, točno tako lahko, morda tako v drugo ali tretje ti dajo nek občutek nekega, neke varnosti, neke poznanosti. Se zato imamo vsi tisti svoje anime, ko ga rewatchamo 100 milijonkrat. Shokugeki za mene. Full Metal Alchemist, Brotherhood. Dude, to je pa malo preveč. Ani tista tretja epizoda, ni tako prisrčno, pa tako pomirjujoče. Ampak se ti zdi, da je ravno to dojemanje tega anime, s katerim se vedno vračaš, je razlog za to, da te pomirja, ali mogoče tudi, ker iščeš neko vznemirjenje, ne? Ker ni nujno, da se vračaš nekemu naslovu zaradi tega, ker iščeš pomiritev. To je dober point. Mogoče iščeš ta thrill, ki ti mogoče primankuje. Medtem ko se mi zdi, da je glih namen Iyashikev, je da thrill, ki ga ti izkušaš v realnem življenju, skušaš nekako razbremeniti z konzumiranjem takega gradiva. Jaz sem bral, da nekako Japonci dojemajo Iyashi, ki kot beseda se pogosto pojavlja tudi recimo v onsenih, v toplih vrelcih, zaradi tega, ker kot topli vrelci naj bi Iyashike ponujal v bistvu sprostitev za dušo. Ampak Marko, tam topli vrelci so vsi nagi, tako da to je lahko predvsej vznemirljiva stvar. Ni res, 90-ih so imeli vsi še bath towels. Dango, I don't judge, če tebe vzburja, ideš med druge. You know what I mean? But look, to each their own, right? Kako je že v Sanderson, da bo koren, Flutrain and Halschmerz feel in their own ways. Sej imaš imaš oboje spolne onsene, vse spolne, ker whatever. Ampak, Ana, follow-up question, Iyashikeji niso nujno sem anime in mange, je res. Iyashikeji so lahko knjige, lahko so filmi, lahko so whatever. Dejansko, lahko so osebe. Gregi je Iyashikej. Lahko je pokrajina, ki jo gledaš skozi okno. Pride blizu.